Pa bi rekla, da se mi zdi, da v času COVID-a ali pa pred COVID-om mogoče HR poklic še ni bil toliko strateško opredeljen. Se mogoče podjetja niso zavedala, da je to res zelo močna funkcija in zelo, zelo pomembna. Da bi rekla, da je COVID dal tisto zeleno luč, pa dejansko pokazal, da je to zelo močna funkcija v podjetju. Ja, zdaj, res je. Jaz verjamem, da je marsikatero podjetje prišlo do spoznanja, pa ne zato, kot sva prej dejala, ker je želelo, pa ker je enostavno moralo, da enostavno brez ljudi ne bo moglo funkcionirati, ne bo razvoja, ne bo prihodkov, ne bo inovacij. Zdaj, koliko pa se dejansko zavedajo, kaj je strateška kadrovska funkcija, kaj to pomeni za podjetje in da je v bistvu to nekaj, kar močno podpira tudi strategijo podjetja in posledično zahteva, da tudi oseba, ki je na poziciji HR direktorja, HR menedžerja, ima svoje mesto znotraj uprave, znotraj poslovodstva, je pa drugo vprašanje. Tukaj imamo pa še veliko priložnosti. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes ena zelo posebna posameznica. Lepo pozdravljena, Laura. Živjo, Mark. Zdaj, preden se podamo v svet HR-a, v svet tvojih bogatih izkušenj, kako hočeš spremeniti in postavljati nove trende, bi te jaz našim obiskovalcem prvo predstavil. Zdaj, Laura Smrekar je partnerica v svetovalni kadrovski družbi Competo. Vsi vemo, da je to ena izmed glavnih, bom rekel, ne samo družb, ki se ukvarja z HR-om, ampak tudi trendsetterjev v tem prostoru. Si direktorica zavoda Vitae Plus za življenje po športni karieri, tako da to bo tudi pol se malo dotaknila, ker me zelo zanima. Si predavateljica, mentorica, ambasadorka finančnega opismenjevanja mladih ter mentorica mladim v programu AmCham Young Professionals. Zelo močno si usmerjena v prizadevanje in ustvarjanje boljše prihodnosti dela. Zelo veliko nas izobražuješ z raznimi članki, pisala si tudi za različne medije, tako kot je Svet kapitala. Vedno nas opozarjaš na, bom rekel, na aktualne tematike in pa tudi izzive v HR-u in pa velik poudarek namenjaš razbijanju stereotipov na trgu dela. Tako da Jaz sem navdušen in tudi hvala še enkrat, da si se odzvala mojemu povabilu. Danes bomo veliko temu obdelali, ki mislim, da so čedalje bolj aktualne in sem vesel, da se jih bomo lahko dotaknila. Tako da preden pa greva vse te izjemne stvari, ki si jih dosegla, ker imaš res zelo bogato kariero, bi te pa jaz s prvim vprašanjem vprašal, če bila midva sošolca, a si bila že takrat inovatorka, si že takrat rada povezovala ljudi, postavljala nove trende? Hvala za vprašanje. Nisem bila inovatorka v mojih najstniških letih, sem pa na nek način povezovala ljudi, ampak povezovala, bom rekla, v smislu partnerstev, torej, da nekoga povežem v smislu ljubezni, to mogoče je neka asociacija, ki me pride, malo heca. Ne, dejansko sem bila, Mark, v najstniških letih res prava najstnica, to pomeni, da je bila šola v drugem planu. Veliko mi je pomenila zabava, druženje, iti ven, praznovati, rojstni dnevi. Živela sem na obali v Portorožu, kjer je bilo poletje itak zelo dolgo, je bilo vedno dosti ljudi. Ampak, če gledam zdaj nazaj, sem vesela v bistvu, da sem takrat zelo dosti hodila ven. Zakaj? Zato, ker sem takrat imela na ta način priložnost poznati tudi mojega življenjskega sopotnika Enca. Tako da, ja, vse je za nekaj dobro, pravijo. Po drugi strani sem bila pa ves čas tudi zelo delavna, torej med poletjem, med počitnicami sem dosti delala, se preizkusila, ne vem, kot prodajalka sladoleda, v restavraciji, nenazadnje sem delala tudi v recepciji nekaj mesecev, potem kot krupjejka v kazinoju. Tako da sem si že zelo zgodaj pridobila veliko delovnih izkušenj, predvsem pa sem spoznala to dinamiko delovnih odnosov, kako je v bistvu pomembna komunikacija, kaj pomenijo zahtevne stranke. In to je mogoče tisti prvi del, ko gledam zdaj nazaj, ki je bil pomemben na tem prvem raziskovanju karierne poti. Ja. Je pa res, da, tako kot sem prej rekla, da se vse zgodi z razlogom, hitro sem se ustalila. Moja formula življenja ni bila taka klasična, kot je ponavadi, torej prvo študij,
potem si najdeš še na službo in potem, oziroma sočasno, kolikor imaš pač srečo, partnerja, partnerko. Jaz sem si prvo ustvarila družino in to zelo zgodaj za današnja leta, to je bilo že pri 20 letih. Relativno pozno sem šla tudi študirati in zelo pozno, tam nekje pri 30 delati, tako da je bila ta pot precej drugačna. Dejva se dotakniti, še zmeraj si pa tudi, če si pri 30 začela delati, si pa trenutno del ene izmed, bom rekel, najbolj uspešnih zgodb na HR področju. Se pravi, si ustanoviteljica oziroma partnerica podjetja Competo, to je svetovalna kadrovska družba, kjer se ukvarjate z iskanjem kadrov, vzpostavljanjem novih trendov, v bistvu tudi podjetja izobražujete. Pa me zanima, kako se je ta zgodba začela? Ja, hvala, zanimiva zgodba. Ravno jutri imamo naš 12. rojstni dan, tako da se veselim. Hvala lepa. Začelo se je v bistvu v obdobju, ko sem bila še pri preteklem delodajalcu, ko sem delala v mednarodni zaposlitveni agenciji. Pričela sem kot poslovna asistentka, potem pa zelo hitro prevzela tudi področje komuniciranja in marketinga. 5 let sem bila v tej družbi. Veliko sem se naučila, mednarodna korporacija je okolje, ki ti da dosti, kjer se lahko res veliko naučiš, poznavaš močne procese, si pridobiš izkušnje, ki so bogate, ampak po drugi strani pa je lahko tudi okolje, ki te, če si tovrsten tip človeka, lahko hitro začne omejevati. Tako da sem tam nekje po 4 letih postajala precej, bom rekla, nezadovoljna, nisem se počutila dobro v svoji koži, po eni strani zato, ker takrat, poudarjam takrat, ta družba ni vlagala dosti v odnose, v kulturo podjetja, v ljudi, v to, da bi lahko zaposlenim omogočila fleksibilno delo. Po drugi strani pa je bil velik poudarek samo na KPI-jih. Saj ni nič narobe s KPI-ji, ampak v bistvu, ko je ključen fokus družbe in vodij samo na temu, enostavno nisem bila, to sem takrat začela ugotavljati, človeka, ki bi mi tako okolje ustrezalo. Po drugi strani sem pa tudi sama pri svojem delu, pri samih produktih in v načinu, kako določene stvari delamo, se počutila precej brez moči, ker karkoli sem morda predlagala oziroma dobila kakšno idejo, kaj bi lahko spremenili, seveda ni bilo mogoče. Tako da se je ogromno nekih dejavnikov nakopičilo in je zato moje nezadovoljstvo tudi zelo naraščalo. Nisem pa bila edina. V tem podjetju je takrat delal tudi soustanovitelj Competa in naš direktor Matic Vošnjak, takrat je bil direktor Executive Search oddelka in v bistvu sva oba bila nezadovoljna, sva večkrat dobivala na kavi. Z nama je bil nekajkrat tudi kolega dr. Aleksander Zadel in nenazadnje tudi moj mož, Enzo Smrekar. In prišlo je do te točke, ko sva v bistvu tako velikokrat izražala to nezadovoljstvo, da je enostavno Enzo rekel, zdaj pa dosti, a boste vidva nehala jamrati in se prilagodila, pač da to tako je, korporacije ne boste spremenila, če pa menite, da znata bolje, pa pejte na svoje. Tako da, ja, tako se je v bistvu začel ta kanček, ta bom rekla korenica Competa. Seveda se ni potem proces zgodil v enem dnevu, niti v enem tednu, vzeli smo si 1 leto časa. Dobro razmislili v bistvu, kaj je tisto, kar želimo ponuditi, kakšen bo naš poslovni model, ga večkrat tudi nadgradili. In leta v bistvu 2010, ko je bilo obdobje recesije še vedno, torej za našo industrijo zelo težko obdobje, smo zbrali ta pogum in odšli na trg in ustanovili Competo. Super, čestitam, zdaj smo že 12. leto. Super. Ja, tako. Dejva se dotakniti ene zelo pomembne stvari, ki me zanima, in sicer jaz sem imel priliko delati za švedsko podjetje, spoznal švedsko kulturo in sem videl, da je tam zelo velik poudarek na zaposlenih in res, da se zaposleni dobro počutijo oziroma počutimo. Pa me zanima, koliko pa ti opažaš, da v Sloveniji ta trend, ne samo domačih, ampak tudi tujih podjetij, da se spreminja, da podjetja se začnejo zavedati, da smo zaposleni, bom rekel, zelo pomembne stvari v podjetju, zelo pomembna entiteta, za katero je treba skrbeti. Ja, hvala za to vprašanje, zelo pomembno vprašanje. Radikalno se spreminjajo stvari. Predvsem v navezavi z zadnjimi 2-3 leti, torej korona obdobjem, zdravstveno krizo, zato ker je prišlo do različnih spoznanj, če temu tako rečemo,
Marsikdo, torej marsikateri zaposleni se je v tem obdobju začel spraševati, glede na to, kako je doživljal svojo izkušnjo znotraj podjetja v težjih razmerah, ali je pri delodajalcu, ki mu je mar zanj. To je prva stvar. Pokazalo se je v tem času, katere so tista podjetja, ki skrbijo za svoje ljudi, ampak ne samo v tem finančnem vidiku, ampak tudi v smislu varnosti in v smislu zagotavljanja okolja, kjer je ta psihološka varnost pristna in prisotna. Torej, da lahko spregovoriš v podjetju tudi o izzivih, morda ki segajo dlje in več od same kariere, torej tudi o osebnih zadevah. Marsikdo je bil v stiski. In na podlagi tega, seveda, so posamezniki pričeli sprejemati tudi bolj drzne in pogumne odločitve, ki jih morda prej ne bi. Torej, v smislu tega, da razmišljajo zelo aktivno o menjavi delodajalca in iskanju novih kariernih priložnosti. To je prva stvar. Kar se tiče pa organizacij kot takih, je prav tako prišlo do velikih izzivov, zato ker vse te spremembe, iz danes na jutri smo bili virtualni, so povzročile marsikje kaos. Ljudje se niso znašli. In vkolikor v podjetju niso znali pravilno komunicirati, posredovati informacije, predvsem pa opolnomočiti ljudi in opolnomočiti vodje, menedžerje, da znajo ravnati s svojimi ljudmi, da znajo v bistvu voditi na daljavo, se je tudi tukaj pojavilo ogromno izzivov, ki so prisotni še danes. Tudi danes v bistvu ostajamo v veliki meri precej hibridni. Tako da jaz verjamem, da je tudi zaradi tega vse več organizacij spoznalo, da brez tega, da vlagajo v svoje ljudi, da skrbijo tako za to, da zadržijo svoje zaposlene, po drugi strani pa da seveda se borijo, da lahko privabijo talente na trgu, enostavno ne bo šlo. Torej, na nek način so nas razmere prisilile v to, čeprav se zelo grdo sliši in čudno, da smo se začeli spreminjati in bolj postavljati ljudi v ospredje. Super. Kaj bi pa rekla, da se pravi včasih, ko smo bili mogoče malo bolj še pred covidom fizično prisotni, je veliko podjetij, kupovalo razne sadje, vode in druge take, bom rekel, bombončke. Kako pa misliš, da podjetja oziroma po tvojih izkušnjah, kako pa podjetja skrbijo za delavce na daljavo? Ker vemo, da veliko zaposlenih tudi v Sloveniji dela remote, dela na daljavo z mednarodnimi podjetji. Kako pa tukaj lahko podjetja s kakšnimi bombončki pomagajo? Res je, hvala za to vprašanje. V bistvu, ko si ne fizično prisoten, seveda tovrstni bombončki ne pridejo v poštev, ampak iskreno, jaz menim, da tudi niso najbolj pomembni. Najbolj pomembno je, da ti v bistvu gradiš kulturo podjetja, ki temelji na spoštovanju, na zaupanju, na tem, da se ljudje počutijo opolnomočene, da dejansko začutijo, da lahko s svojim znanjem, s svojimi idejami in svojim doprinosom vplivajo na zgodbo podjetja in podjetje soustvarjajo. Tako da z mojega vidika je v bistvu kultura gledano širše, bistveno bolj pomembna, kakor bombončki, ki so seveda dobrodošli in pridejo prav, ampak niso pa tisto lepilo podjetja in tudi ne tisto, zaradi česar bi nekdo v podjetju ostal. To je pa res. Eno pomembno vprašanje, ki si ga večkrat že izpostavlja v svojih izjemnih zapisih pa člankih, in sicer vhodni pa izhodni intervju. Daj nam malo razloži pomembnost obe dveh vrst intervjujev, kako se ti tega lotevaš, oziroma kako tudi predlagaš podjetjem, da se tega lotevajo. Hvala. To sicer, Mark, ni moje področje dela, torej na svetovalnem delu podjetjem. Imam pa s tem veliko izkušenj in tudi vpogleda v to, kaj se dogaja ali ne. Predvsem pa mi je zelo jasen v bistvu ta cikel nekoga, ki vstopi v podjetje in potem, ko iz podjetja odide, oziroma če temu rečemo ta krogotok življenja zaposlenega z nami. In dejansko se ta cikel prične že s tem, ko posameznik vstopi oziroma je na Teamsih in opravljamo z njim zaposlitveni razgovor. Tukaj je mogoče najbolj pristen trenutek.
Potem, ko pride v podjetje, je seveda uvajalno obdobje, kjer je ključno, da se novemu sodelavki posvetimo, da ima z naše strani zelo jasna navodila, KPI-je, po drugi strani pa tudi podporo, da se čim prej asimilira v to okolje, ker v bistvu 3 meseci so tisti, v katerih se posameznik odloča, ali je to okolje, v katerem želi ostati, ali pa morda ne. Tako da to je ta začetek. In potem seveda pride oseba po uvajalnem obdobju v to fazo zaposlitve, kjer se z njim ukvarjamo. In pomembno je, včasih so bili samo letni pogovori, ne vem, če se tega spomniš, oziroma ponekod še vedno obstajajo samo letni pogovori, ki so včasih tudi sami sebi namen. Pomembno je, da redno spremljamo, mi temu rečemo, utrip pri naših zaposlenih, pri naših sodelavcih, Kaj zdaj to v praksi pomeni? Biti v konstantni komunikaciji, se pravi z svojimi sodelavci in jih redno spraševati o tem, kako se počutijo, ali imajo kakšne izzive, ali bi potrebovali kakšno podporo, vidijo mogoče kakšno priložnost, da bi prevzeli nov projekt. Tako da meni se zdi bolj pomembno to, da v bistvu vsako podjetje na svoj način, tako kot zaznava, da mu najbolj ustreza, postavi neko periodiko pogovorov s svojimi zaposlenimi, ampak sam način je pa lahko zelo drugačen. Lahko je to tudi mentorstvo, Veliko podjetij se je lotilo tega, da vpelje te programe, lahko so mentorji tisti, ki na nek način izvedejo ta stay intervju, Torej gre za to, da nam je pomembno ves čas, kako se ljudje počutijo, da spremljamo njihovo zadovoljstvo, seveda z željo oziroma z namenom, da če pride do ugotovitev, da se oseba ne počuti dobro, da ima izzive, ne vem, da bi si želela tudi hitreje napredovati, karkoli, da potem tudi pogledamo, kaj lahko naredimo. Torej najbolj pomembna stvar, ki jo vidim, je, da vse te stvari izvajamo z nekim namenom, in da se zavedamo, da če bomo dobili strani ljudi, zaposlenih, tudi tisto informacijo, ki nam morda ne bo najlepša, oziroma najraje ne bi slišali, da se zavežemo k temu, da bomo naredili spremembe. To je najbolj smiselna stvar, ker v nasprotnem primeru si lahko naredimo tudi več škode. Torej, če ljudi samo sprašujemo, kar se večkrat dogaja z letnimi razgovori, ampak na koncu se pa stvari ne spremenijo. Je občutek lahko še slabši. Kar se tiče exit intervjuja, absolutno je pomemben, jaz ga v našem podjetju tudi ves čas sama izvajam. Pomembno je slišati, kaj so tisti razlogi, zaradi katerih se nekdo odloči, da odide. Seveda je tudi popolnoma življenjsko in normalno, da bo marsikdo iz podjetja odšel, predvsem mlajše generacije, če smo pri tem, ker želijo raziskati še kakšno drugo področje, odkrivati nov svet, nove organizacije. Po drugi strani pa, če se podjetje sooča z večjo fluktuacijo, je pa zelo dobro ugotoviti, zakaj ljudje odhajajo, to nam da exit intervju, to informacijo, in kaj je tisto, kar lahko spremenimo, popravimo, dodelamo, da tega ne bomo deležni, torej, da ljudje ne bodo odhajali. Pa bi rekla, da glede na tvoje izkušnje so iskalci zaposlitve zdaj v tem 21. stoletju so nagnjeni hitrejšemu menjavanju, ker vem, da včasih so bili cikli, ne vem, da si na začetku si celo življenje delal, potem se zdaj nekako 3 do 5 let, pa se počasi zamenja. A je zdaj ta cikel precej hitrejši? Je, ga zaznavamo tudi mi, predvsem pri mlajših generacijah je zelo hiter, mislim, da v Ameriki je že manj kot 1,5 leta, prihaja tudi k nam, tako da to je prisotno. Je pa na splošno gledano, to bi izpostavila, Mark, to leto je najbolj posebno leto, ki smo ga začutili v svoji zgodovini delovanja. Res, veliko posameznikov je na trgu z željo, da bi menjali in so tudi že menjali, po drugi strani pa je veliko povpraševanje tudi z strani podjetij in dobili smo vse več novih deficitarnih kadrov, tako da zadeve se precej spreminjajo. Super. Dajva se dotakniti, ker si ravno zdaj omenila, se pravi, vi ste, oziroma ti si stik med podjetji, ki na eni strani iščejo dober kader, pa na drugi strani ljudi, ki bi iskali nove priložnosti. Kaj pa trenutno opažaš, da so najbolj, iskani poklici oziroma iskani kadri? Skoraj da vsi, Mark. Dejansko ne vem, po katerem kadru ni povpraševanja, iskreno. Vse to sem ravno želela z mojim prejšnjim odgovorom izpostaviti. Danes, na primer, so zelo iskani tudi
HR strokovnjaki, razno razni, od direktorjev kadrovske službe, do rekruterjev, do strategov, do HR generalistov, ne. Tega leto dni nazaj ni bilo, ne. Tako da težko rečem v bistvu, po katerih kadrih danes podjetja ne povprašujejo. Pravzaprav ne morem izpostaviti, evo, tako radikalno se je spremenilo na trgu dela, ne. Še najmanj mogoče poklici, kot so, ne vem, novinar, ali pa kakšen bibliotekar, skratka malo bolj staromodni poklici, ampak tovrstnih kadrov tudi ni prav dosti, oziroma tisti, ki so delali v tem, so se marsikateri že preusmerili na področja, ki so bolj iskana. Pa bi rekla, da se mi zdi, da v času covida ali pa pred covidom mogoče HR poklic še ni bil toliko strateško opredeljen. Se mogoče podjetja niso zavedala, da je to res zelo močna funkcija in zelo pomembna. Da bi rekla, da je covid dal tisto zeleno luč, pa dejansko pokazal, da je to zelo močna funkcija v podjetju. Ja, zdaj, res je. Jaz verjamem, da je marsikatero podjetje prišlo do spoznanja, pa ne zato, kot sva prej dejala, ker je želelo, pa ker je enostavno moralo, da enostavno brez ljudi ne bo moglo funkcionirati, ne bo razvoja, ne bo prihodkov, ne bo inovacij. Zdaj, koliko pa se dejansko zavedajo, kaj je strateška kadrovska funkcija, kaj to pomeni za podjetje in da je v bistvu to nekaj, kar močno podpira tudi strategijo podjetja in posledično zahteva, da tudi oseba, ki je na poziciji HR direktorja, HR menedžerja, ima svoje mesto znotraj uprave, znotraj poslovodstva, je pa drugo vprašanje. Tukaj imamo pa še veliko priložnosti. Super. Deva se dotakniti, če jaz zmeraj rad vprašam, glede na to, da si zelo zaposlena, da imaš veliko različnih klobukov na sebi, od tega, da si partnerka pri Kompetu, pa ustanoviteljica Vitaja Plus in tako naprej, mentorica, predavateljica. Me zanima, kakšen je tvoj delovni dan? A imaš kakšno posebno rutino, si zjutraj zorganiziraš sestanke, si zelo zgodna, zelo pozna? Ja, načeloma nisem jutranji tip, v bistvu jaz miselno začnem funkcionirati tam okoli 9. ure, vedno je bilo tako, in najbolj mi možgani viharijo tam okoli 20. ure in še kasneje zvečer, tako da to je moj naravni ritem in zato mi tudi okolje, ker bi začela z delom zelo zgodaj, ne bi ustrezala in sem hvaležna za to fleksibilnost, ki jo imam. Kar se tiče organizacije in planiranja, pa ja, moram biti, zato ker je moje delo vezano tudi na to, da imam veliko razgovorov, veliko sestankov, ki se lahko spreminjajo ad hoc, iz danes na jutri, nenazadnje sva tudi midva prestavila na eno srečanje, tako da si redno vsak dan beležim, zapišem v koledar in vsak dan si tudi pripravim to-do listo po prioritetah, kar se tega tiče, sem zelo skrbna. Super, deva se še dotakniti, kaj recimo ti, ko si tudi postavljala Kompeto na noge skupaj s partnerjem oziroma partnerji, kaj si iskala, kakšne lastnosti si iskala v ekipi? Se pravi, kaj je te pomembno, ko si postavljala svojo ekipo? Hvala. Vedno je bil poudarek na tem, da najdemo sodelavce najprej z motivacijo in željo, da delajo v takem okolju in v takem področju dela, v tej dejavnosti. Po drugi strani pa kompetence in lastnosti, ki so komplementarne s tistimi od Kompeta, ne. Mi smo že zelo na začetku v bistvu si postavili kot cilj in v bistvu ravno to je bila tudi želja, ustvariti okolje, kjer se bodo ljudje počutili dobro in bodo bili zelo svobodni, po drugi strani pa tudi seveda zelo odgovorni, da najdemo ljudi, ki jim tako okolje ustrezajo, ne. Torej, da so samoiniciativni, da v bistvu so inovativni, da so organizirani, po drugi strani pa da imajo tudi zelo dobro razvite medosebne veščine, to je tisto, kar je naše jedro, delo z ljudmi, da skrbijo za svoj razvoj, da skrbijo za svoje lastno izobraževanje, seveda poleg tega, kar jim lahko podjetje omogoči, da so usmerjeni strankam, tako da smo res gledali predvsem na kompetence in lastnosti in tudi zato, ker je naša organizacija taka, da poleg nas, rečem, tradicionalnih seniorjev in partnerjev, ne, imamo veliko mladih in pri mladih tudi delovne izkušnje so popolnoma irelevantne, ne. Ja. Zdaj, mi imamo kar lepo število poslušalcev in veliko naših poslušalcev je tudi
mladih študentov ali pa mladih, iskalcev zaposlitve. Pa bi te zelo lepo prosil, če nam malo pišeš, kakšen je sploh proces, kako se dela ta meč med podjetjem pa novim potencialnim iskalcem zaposlitve. Kako ga delamo pri nas? Tako, ja. Izhodišče je v bistvu zelo poglobljen in temeljit pogovor z našim naročnikom. Torej, da jasno predstavi v bistvu, kaj so njegova pričakovanja, kaj so te, mi temu rečemo, tehnične specifikacije, ki jih ima oziroma bo imel novi zaposleni, kaj je pomembno, kar se tiče znanj in kar se tiče izkušenj. Zelo dosti pa sprašujemo in nas zanima tudi ta drugi vidik, torej ta mehkejši del, torej katere so tiste kompetence, ki so pomembne za delo v tem okolju, katere so lastnosti, ki jih mora imeti nova oseba, in kar je naša specifika je, da nas zanima tudi kultura podjetja. Torej veliko sprašujemo o kulturi podjetja, včasih podjetju tudi pomagamo sami določiti te elemente kulture, ki so pomembni, da jih tudi predstavimo kandidatom. Poleg tega pa nas zanima tudi mikrookolje in to je v bistvu ta dodana vrednost Kompeta, s čimer smo prišli tudi na trg. Torej, da ko gledamo v bistvu na posameznike, se pravi kandidate, ki jih imamo v naboru in ko izbiramo finaliste, da nas zanima tudi, kako se bo oseba ujela z dano ekipo. In v ta namen seveda tudi določeni posamezniki iz ekipe, ponavadi je to direct report, pa so delavci na isti ravni, z naše strani dobijo določene vprašalnike in izpolnijo jih in na ta način pogledamo res, kdo bi bil najboljši fit. Zato, ker verjamemo v bistvu, da je ta komplementarnost zelo, zelo pomembna in večkrat se je pokazalo in se tudi še vedno kaže, da če v ekipi ni prave komplementarnosti, potem stvari že na srednji rok ne morejo funkcionirati. Tako da nas res zanima v bistvu ta širok spekter. Ko z naše strani naročnik dobi, se pravi, informacije o posamezniku, dobi po eni strani seveda življenjepis osebe, po drugi strani našo poglobljeno zaupno poročilo, v tretjem paketu, če temu tako rečeva, pa je poročilo, ki ga pripravijo psihologinje in ki zajema ta vidik, ki se dotika kompetenc, se pravi lastnosti posameznika, njegovih potencialov, hkrati pa tudi skladnosti z mikroekipo v podjetju. Super. Kaj bi pa ti rekla, ne vem, če bi recimo jaz prišel, pa neka mlada oseba do tebe, kaj bi bil tvoj nasvet za nekega mladega iskalca zaposlitve, če bi zdajle se recimo odločil, jaz grem pa zdajle iskati službo, pa bi se obrnil nate za pomoč? Hvala za to vprašanje, teh nasvetov veliko dajem, ni sicer ta ciljna skupina, bom rekla, najbolj obsežna, s katero delam in tudi ne največ srečujem, ampak imam priložnost vsako leto spoznati veliko mladih, tudi kakšnih otrok od naših prijateljev. Moj nasvet je vedno, da naj bodo proaktivni, služba ne bo padla, se ne bo zgodila in bolj, ko je oseba proaktivna, lažje pride do nje. Torej, veliko raziskovanja je potrebnega, predvsem pa se prične pri raziskovanju samega sebe. Po eni strani, da sam prepoznaš, kaj je ta tvoja dodana vrednost, katere so lastnosti, ki te označujejo, kakšen si že, bom rekla, po naravi, kaj ti je bilo prinošeno v zibelko. To ni nepomembno. Po drugi strani, katere so tiste stvari, ki te ves čas zanimajo, kaj rad bereš, kaj rad raziskuješ, čim se rad ukvarjaš, katera, ne vem, študentska dela, dijaška, ki si jih opravljal, so ti bila zanimiva, zakaj so ti bila zanimiva. In ta tretji vidik je pa potem mogoče bolj uperjen v prihodnost in se dotika drugega področja, vezanega na, ne vem, kaj je tvoja vizija, kaj so tvoje vrednote. Ko razmišljaš o tem, kaj boš počel oziroma kje bi rad bil čez določeno obdobje, čez nekaj let, a želiš, ne vem, spremeniti svet, a želiš veliko zaslužiti. Skratka, da si odgovorijo na čim več vprašanj in na ta način jasno definirajo tudi zaključke. Zelo ciljano iskanje je tisto, ki je najbolj pomembno. Ne moreš se ga pa lotiti, preden v bistvu ne narediš te domače naloge in zelo podrobno po eni strani raziščeš sebe, greš v lastno raziskovanje, po drugi strani pa tudi trg. Super, hvala. Deva se še dotakniti ene zelo zanimive stvari, in sicer, jaz sem začel življenje v inovacijah, pa me zanima, koliko si pa lahko danes, oziroma koliko moraš biti danes v HR-u inovativen, oziroma si lahko inovativen, se tudi tukaj govori o inovacijah?
Absolutno ne. Vse inovacije, ne, ta beseda je zelo močna, ne, mogoče misliš na inovacije, ne, govoriš res o radikalnih inovacijah, ne, ampak ni tako. Inovacije v bistvu delaš na vsakem koraku lahko, ne. Inovacijo narediš že s tem, da v bistvu nekoga, če malo karikiram, drugače sprejmeš na zaposlitvenem razgovoru. Je lahko, ne, tudi v odnosu inovacija, ne. Jaz mislim, da inovacija mora biti sestavni del delovanja in življenja vsakega podjetja. To je tisto, kar nas ohranja konkurenčne in tudi na kadrovskem področju. V bistvu še bolj. Jaz menim, da tisti, ki ne bodo posodobili svoje kadrovske službe, bodo imeli velike izzive, ne, zato ker ne bodo mogli slediti po eni strani željam, potrebam zaposlenih in uvajati tudi sodobne digitalne rešitve, a ne, da se določeni procesi avtomatizirajo, skrajšajo, po drugi strani pa tudi ne privabljati ključnih ljudi, ker pa je ta inovativnost še kako pomembna. Super, zdaj, ker te spremljam, pa tudi, ker sva se že večkrat pogovarjala, se ti res vidi, da imaš izjemno strast po tem delu, ki ga opravljaš. Pa me zanima, Američani dostikrat pravijo temu, da aha moment, se pravi aha trenutek. A si ti tudi imela kdaj v svojem življenju ta aha trenutek, ki si rekla, to je pa to, kar hočem početi, to je pa moja strast, hočem delati z ljudmi, hočem pomagati, spreminjati miselnost in tako naprej? Ja, hvala za vprašanje. Spet se to dotika tistega obdobja pri prejšnjem delodajalcu, kjer sem prvič prišla v panogo zaposlovanja, HR-a, in sem že po parih mesecih v bistvu ugotovila, da je to. Dejansko, to je bila v narekovajih ljubezen na prvi pogled. Vedela sem, da bom delala v temu. Ja. Super. Zdaj, vsi vemo, da je danes tudi precej, bom rekel, stresa, tempo je zelo hitro se odvijajo stvari. In ena izmed, bom rekel, novih izzivov, ki si jo pričela, je tudi zavod Vitae Plus, ki pomaga, bom rekel, športnikom po neki športni karieri. Tako da daj nam malo predstav širšo sliko, ker se mi zdi res fantastična, zelo izjemna stvar. Ja, ko sva z Encom praznovala 25 let formalnih najinega življenja, sva razmišljala o tem, ker seveda sva vsem gostom imela sva dogodek, povedala, da pač ne želiva daril, kaj lahko dava skupnosti, ne? Veš, mogoče je tudi to znak tega, ne me narobe razumeti, da prihajaš malo v leta, a ne, in ko ti je pomembno, da začneš tudi malo v družbi vračati, ne, o tem sva bila, to je bil najin pogovor. In sva brainstormala in nekako ugotovila, da bi lahko združila njegovo strast, ki jo ima do športa, ki ni njegovo delo, formalno delo, ampak če tudi je, moram reči, kar veliko energije in časa temu posveti, ampak ga vidim bolj kot poslanstvo. Po drugi strani pa moje znanje, torej izkušnje s posamezniki, ki imajo izzive, da najdejo svoje delo, novo kariero, skratka, ne, na področju trga dela. In sva prišla do ideje, da bi lahko to združila, in tako je nastala v bistvu Fundacija Vite. Fundacija Vite za življenje po športni karieri, zato ker je tudi ta ugotovitev najina prišla do točke, da je veliko sinergij med posamezniki na trgu dela in med športniki, ki prenehajo svojo kariero. Veliko je iskanja samega sebe, pride tudi do izgube identitete, torej leta in leta si vlagal svoj čas, energijo, vse, kar si znal v šport, in potem, ko v bistvu ni več reflektorjev, nastopi ta tišina in nastopi tudi trenutek, ko ne veš, kdo si, ko ne veš, kaj znaš, ko ne veš, kako lahko s tem, kar si, sploh še komu pomagaš, ne. Lahko pride do zelo bolečih trenutkov in Enzo je tudi pri svojem delu srečal kar nekaj posameznikov z navedenimi izzivi in sva rekla, dajva narediti nekaj dobrega in pomagati športnikom, ki se bodo znašli v taki situaciji, imava to znanje, imava to možnost, naj bo to najina zgodba in tisto, s čimer lahko vračava nazaj v družbi in v bistvu tovrstni ranljivi ciljni skupini. Ja. Wow, super. Saj to je v bistvu dosti nova zgodba, ne? Oziroma lansko leto, če se ne motim, ste jo pričela.
Lani je zgodba dejansko zaživela. Zdaj to ni projekt, to je dejansko vseživljenjski projekt, če temu tako rečeva, nekaj, kar bo ostalo in se bo vsako leto samo gradilo. Imeli smo do sedaj, mislim, da 5 oziroma 6 športnikov v programu, letos jih bo zagotovo 5. Povratne informacije so dobre, neke stvari bomo seveda še nadgradili, kar je seveda normalno, ker je zadeva živa in dobivamo tudi povratne informacije, kaj je tisto, kar mogoče bi si posamezniki v tej fazi še želeli oziroma potrebovali, kje so tiste bolečine, ki jih še lahko naslovimo. Tako da gremo s programom naprej in sva oba hvaležna in zadovoljna, da vendarle lahko še nekomu pomagamo, da bo našel svojo drugo kariero, po športu. Ja. Super. Ja, izjemna zgodba, res zelo podpiram in mi je zelo všeč. Zdaj bi se pa rad obrnil še na drugo stran. Prej sva se malo pogovarjala, kakšne lastnosti so pomembne, ko si postavljala ekipo, pa malo sva se vtaknila tudi v kulturi podjetij. Zdaj bi šel pa v kontrasmer, pa bi se fokusiral na vodje. Se mi zdi, da danes imamo kar nekaj, bom rekel, uspešnih podjetnikov, menedžerjev. Po drugi strani se pa časi, v kateri živimo, zelo hitro spreminjajo. In je treba zelo, bom rekel, dajati tudi na razno čustveno inteligenco, se čim več izobraževati. Pa bi rekel, kako pa ti gledaš? A se je danes vodja spremenil, če pogledava par let nazaj napram, kakšen mora biti vodja danes? Ne vem, če se je spremenil, se pa spreminja. Ja. Se spreminjajo stvari, tudi v Kompetu opažamo vse več povpraševanj po tovrstnih storitvah, torej po usposabljanju vodij, coachingu, tako da stvari se spreminjajo. Vedno bolj obstaja to zavedanje in spoznanje, da biti menedžer, biti vodja je veščina, je poklic. In v Sloveniji sploh smo vrsto let na vodstvena delovna mesta postavljali ljudi, ki so bili strokovnjaki na posameznem področju, in potem, ko je organsko prišlo do tega, da potrebujemo vodjo, ki bo prevzel ekipo, ker je ekipa zrasla, smo povzdignili na to funkcijo najboljšega strokovnjaka. In zdaj seveda postaviti nekoga v to vlogo, ne pa poskrbeti, da se v tej vlogi tudi znajde, ni najbolj odgovorno. Danes je drugače. Danes v bistvu podjetja vlagajo energijo, čas in investicijo v razvoj vodij, tako da zadeve se spreminjajo in jaz verjamem in sem prepričana, da bo tega v naslednjih letih še več. Kot si sam izpostavil, mehke veščine so ključne. Zakaj? Zato, ker je vloga vodje in menedžerja, da se 70-80% svojega časa ukvarja z ljudmi. In si v bistvu takoj odgovorimo na to, katere veščine je potrebno nadgraditi, zato da boš lahko dober vodja. Tako da to je v prvi vrsti oseba, ki zna dobro upravljati kot prvo z lastnimi čustvi in jih razumeti, in seveda potem je to pogoj, da lahko potem dobro razume tudi druge, jih posluša, jih zna usmerjati in je čustveno inteligentno zagotovo tukaj v ospredju. Zdaj, eno raziskavo sem zasledil, da bolj zrel, ko postajaš, bolj izkušen, ko si kot vodja, se ta razmerje med poslušanjem pa govorjenjem zamenja. Ker na začetku smo ne bi nekje 2/3 časa namenjali govorjenju, pa samo 1/3 poslušanju, potem se pa ne bi to počasi obrnili in smo bolj poslušalci, kar se mi zdi zelo zanimivo. Ja. Eno stvar sem te hotel še malo vprašati, in sicer me zanima, ker si strokovnjakinja na področju komuniciranja in danes opažamo, da je ta direkten feedback ali pa konstruktiven feedback čedalje bolj pomemben. Pa me zanima, a si ti tudi pristaš na te sendvič metode, kateri se radi hecamo, se pravi pohvala, graja pa pohvala? Absolutno ne. Jaz dejansko ne vem, kdo si je to izmislil, kdo to prakticira, izvaja, ker je totalno neproduktivna metoda. Namen, se pravi, kakovostne povratne informacije je, da oseba na drugi strani dobi neko kakovostno sporočilo, ki bo pomagalo, da spremeni določena vedenja. Medtem ko pri metodi sendvič praktično sogovornika zmedeš, kakovostne informacije ne podaš, po drugi strani pa tudi ne spodbudiš, bom rekla, motivacijo pri sogovorniku, da karkoli spremeni, tako da je ne odobravam.
in srčno upam, da tudi ostala podjetja ne. Dajva se dotakniti, sicer ti si tudi predavateljica, pa tudi mentorica, pa me zanima, ali si tudi ti imela kakšnega mentorja ali pa mentorico v svojem življenju? Ja, in ga imam še vedno. Jaz se vedno malo pošalim in pravim, da sem z encem dobila cel paket, da je moj partner, moj ljubimec, moj prijatelj, moj coach, moj mentor, ampak je res. Se morda tudi zato, ker sem ga spoznala kot zelo mlada, se pravi 18 let sem bila stara, Enzo 26, in je on v bistvu že takrat zelo hitro potem prevzel tudi že direktorsko funkcijo, postal direktor podjetja in sem ga v bistvu tudi spremljala na tej poti, ga doživljala, vse njegove stiske. Tako da sva nek način skupaj rasla, se dopolnjevala in krasno dopolnjujeva v bistvu dve najine plati. Enzo je bolj, se pravi, njegove te močne strani so pogum, samozavest, kreativnost, vizionarstvo, ne. Jaz pa po drugi strani sem zelo people person, ne, usmerjena v ljudi in v bistvu so tukaj drug drugim zrasla. In še vedno rasteva in marsikateri njegov nasvet, ne, njegov pogled mi je prišel zelo prav na tej moji samostojni poti podjetništva, kjer je seveda Enzo tudi še vedno zelo vpet in nam pomaga. Ja. Super, ja, je kar izjemna osebnost, oziroma sta kar izjemen par, se lepo dopolnjujeta. Daj mi še povej, ti si tudi bila, bom rekel, si zelo usmerjena v stalno izobraževanje in nadgrajevanje svojega znanja, študirala si na Univerzi v Ljubljani, potem si bila tudi na London School of Public Affairs, bila si tudi top class v SID-u, v tem zelo izjemnemu oziroma močnemu združenju. Pa mi povej, koliko se ti zdi danes pomembno, da vlagamo v svoj razvoj, da se ne ustalimo? To je danes ključno. To je danes ključno za vse ljudi, brez tega ne bo šlo. Saj sam opažaš, stvari se tako radikalno in hitro spreminjajo, da brez tega, da konstantno vlagaš v nenehen razvoj, se pravi in osebni in karierni, ne bo šlo. To je postala stalnica našega življenja in se mi zdi zelo pomembno, da najprej kot tisti na vrhu, se pravi, ne vem, se pravi partnerji, menedžerji, vodje, da smo tisti, ki smo vzor, zato da bodo tudi drugi naši zaposleni lahko temu sledili. Zdaj, prej sem že malo usmeril da je tempo življenja precej hiter, da se zelo hitro vse odvija, ogromno nekih aplikacij imamo in tako naprej. Digitalizacija je definitivno naredila svoje, pa me zanima, kako pa ti poskrbiš za ta, če rečemo temu, stres management, oziroma kako se sproščaš? Lahko rečem, da vsako leto bolje. Ja, včasih sem imela kar izzive, tudi moji dopusti so bili vedno napol delovni, danes temu ni več tako, tako da sem ponosna nase, da sem naredila spremembo. Kar se tiče pa dnevne rutine, imam psa, sem ljubitelj psov in je v bistvu sprehod z njim, dolg sprehod, tisti, s katerim resnično najbolj izklopim delo, se umirim, se bolj povežem z naravo, tako da mi zelo pomaga pri tem usklajevanju v bistvu, ne, poslovnega življenja in zasebnega in k temu, da se umirim in da, bom rekla, nisem pod stresom, a ne. Je vedno več teh trenutkov, ko sem dejansko v naravi, ko izklopim delo in se lahko posvetim sama sebi in se takrat tudi polnim z energijo za naprej. No, to si definitivno deliva, ker tudi jaz imam hišnega ljubljenčka, ki me tudi zelo sprošča na najnih sprehodih, tako da je kar zabavno. Pojdiva še malo, Laura, na tvoje osebno življenje. In sicer, ko sem prosil, če mi napišeš, katera je tvoja najljubša knjiga ali pa knjiga, ki je naredila veliko vtis nate, si omenila to No Rules Rules, ki je res fascinantna, od Netflix founderja oziroma co-founderja. Predvidevam, da si jo prebral. Sem, ja, zelo dobra. Okay. Ja, v bistvu imela sem iskreno težave z izbiranjem naj to, nisem tak tip človeka. In ko sem v bistvu razmišljala o knjigah, sem v bistvu izpostavila to knjigo, ker sem jo prebrala šele pred kratkim. Ni toliko, da bi se lahko povezala in poistovetila z kulturo Netflixa, absolutno ne. Ampak se mi zdi pa, da jim lahko nosi in da lahko iz nje razbereš eno krasno sporočilo. Zakaj?
Netflix je zelo specifičen. Torej, niso kot ena velika družina, kar se marsikatero podjetje imenuje, dobri odnosi, kakovostni odnosi. Oni stavijo na druge stvari. Oni v bistvu delujejo kot eno, bom rekla, uspešno športno društvo, športna ekipa, kjer res prevladujejo v tej ekipi močne, dobro plačane športne zveze. In tako se tudi obnašajo. Sami pravijo, da povprečnost ne obstaja, jih ne zanima, da želijo dobiti najboljše na trgu in jih bodo tudi najboljše plačali. Ko pa na trgu ugotovijo, da so se pojavili morda boljši, asi, športni asi, pa se od obstoječih poslovijo, seveda z dobrimi odpravninami in privabijo nove ljudi v svoje vrste. Zdi se mi, oziroma ne da se mi zdi, Netflix ima zelo jasno izdelano kulturo. Zelo jasno izdelano obljubo znamke delodajalca, torej Employee Value Proposition. Jasno komunicirajo, kateri posameznik se bo dobro znašel v delovnem okolju pri njih in kateri ne. In to je ključno. Danes o tem v našem prostoru veliko govorimo in zato se mi je zdelo pomembno izpostaviti, kako je pomembno, da vsako podjetje dela na avtentičnosti svoje kulture. Ne moramo biti vsi enaki, ni prav, da smo vsi enaki, nismo vsi za vse. In vsako podjetje v svojih vrstah potrebuje določeno ciljno skupino. Zato je pomembno, da jasno oblikujemo, se pravi, kateri so tisti elementi naše kulture, ki jih živimo in ki jih tudi želimo izpostaviti, zato da bomo tovrstne ljudi privabili k nam. Mogoče čutim preveč, v narekovajih, copy-paste variante, marsikdo morda povzame kakšne elemente podjetja, ki ga ceni, ki ga smatra kot dobrega delodajalca, uglednega delodajalca in tako naprej, zato ker je to lažje, ampak to ni to. Pomembno je, da si vzamemo svoj čas, da dobro razmislimo, kaj je ta naša avtentičnost, v čem smo drugačni in da znamo to zelo jasno komunicirati. Tako da zato sem izpostavila to knjigo, ker se mi zdi tudi glede na čas v bistvu eno pravo sporočilo in ena prava odskočna deska. Bi jo svetovala marsikateremu podjetju oziroma predstavniku podjetja, da jo prebere, da v bistvu si ustvari ta občutek, kako je to pomembno. Katera je pa kakšna serija, ki jo rada spremljaš? Serij spremljam veliko, z Encetom jih oba skupaj, s tem, da je on malo bolj, bom rekla, ljubitelj znanstvene fantastike, jaz manj. Z namenom, da pa se čim bolj sprostim, da se nasmejem in izklopim moje misli, ker so zelo, bom rekla, burne in ves čas v gibanju, pa me komedije zelo sproščajo. Zato sem izpostavila 2 komediji. Prva je seveda Prijatelji, to je nekaj, kar se mi zdi, da so vse generacije gledale in tudi bodo v bodoče, legendarni Prijatelji. Drugo sem pa spoznala praktično šele v zadnjem letu in me je navdušila, ker je tak specifičen humor, doktorjev znanosti, astronomov in se prav tako večkrat nasmejim do solz in resnično pridem v to mojo fazo, ko lahko izklopim in je ta občutek prijeten. Zato. Veliki pokovci. Dobra izbira. Kaj pa, recimo, če bi te vprašal, najljubša hrana ali pa hrana, ki jo zelo rada ješ, pa večkrat ješ? Vse, kar je povezano z Mediteranom in z morjem, obožujem morsko hrano. Zdaj, znotraj tega nimam specifične hrane ali jedi, ampak mediteranska hrana. Super. Kaj pa kakšen podjetnik, ki ga občuduješ? Zdaj, prej si že izpostavila Enzota, ki je fantastičen in je bil tudi, sem imel srečo, da si tudi odzval mojemu povabilu in je bil eden prvih mojih gostov na podcastu, tako da sem presrečen. Kaj pa še kakšen podjetnik? Enzo je sicer, to bi te popravila, jaz ga ne vidim kot podjetnika, ampak menedžerja. Menedžerja, Ko sem razmišljala v bistvu, in če bi me to povprašal, oziroma če bi imela najin pogovor mesec dni nazaj, bi bilo to ime drugačno. Richard Branson je na primer oseba, ki ga cenim, mi je blizu v bistvu to, kaj zagovarja, kaj je njegovo poslanstvo, nenazadnje teme, ki jih odpira, nenazadnje tudi, kako je svojo disleksijo obrnil k sebi kot dodano vrednost v prid. Me je pa zelo ganila poteza enega od podjetnikov v našem prostoru, ki je nedolgo nazaj prodal svoje podjetje in velik del kupnine namenil
tako lokalnih skupnosti, kakor tudi svojim zaposlenim. To se mi zdi, da je izjemna gesta, spoštljiva gesta. Nisem še zasledila česa takega v našem prostoru. In ko dejansko sem slišala gospoda zadnjič tudi v pogovoru, je podal širši pogled in razmišljanje, zakaj je to storil, sem imela solzne oči, se me je dotaknilo. In se mi zdi, da je lahko mnogim nam, oziroma vsem nam, podjetnikom, menedžerjem, kot vzor. Smo tukaj zato, da sobivamo z različnimi deležniki, z skupnostjo, v kateri živimo. In prav je, da če imamo kaj za podeliti, če imamo kaj za dati, da to storimo. Zdaj seveda vsak na svoj način, s tem, kar zmore, kar želi, vsak na svojem področju, nekateri donirajo, ranljivim ciljnim skupinam, nekateri investirajo v šport, v kulturo, nekateri prenašajo znanje na mlajše generacije, ampak jaz mislim, da nismo tukaj samo zato, da služimo, prav je, da služimo, seveda, ampak ko pa lahko delimo, dajmo te podeliti in tudi našim ljudem v podjetjih. Tako da z mojega vidika je to res ena izjemna poteza in bi si želela, da postane stalnica v našem prostoru. Se strinjam. Zdaj, če bi pogledala na tvoj telefon, katere so tiste aplikacije, ki so najbolj v uporabi? Več jih imam. Prva je zagotovo WhatsApp, ampak ne zato, ker bi bila meni ne vem kako priljubljena, enostavno zato, ker je to aplikacija, preko katere vsak dan komuniciram z hčerko, z Evo, ki živi že vrsto let v tujini. Tako da, ja, to je ključni razlog. Nam omogoča v bistvu, da se vidiva, da se slišiva, da nenehno v bistvu si pošiljava sporočila in jo obožujem iz tega vidika. Druga aplikacija je koledar, kot sem prej omenila, veliko stvari si beležim, vse razgovore, sestanke, tako da jo zelo veliko uporabljam. Potem je Slack. Slack je postal zadnje 2 leti naša edina interna komunikacija virtualna, veliko jo uporabljamo, veliko v bistvu si podelimo, preko nje tudi razmišljamo, komuniciramo pomembne informacije. Nadaljnja, ki je pri meni tudi zelo v uporabi, je pa zagotovo LinkedIn. LinkedIn je po eni strani prostor, kjer sama tudi skrbim za profil Kompeta, po drugi strani je pa to tudi kanal, preko katerega spoznavam različne posameznike. Ja. In kaj bi še izpostavila? Ja, Google Maps tudi, zato ker nisem najboljša v orientaciji. Praktično kadarkoli se podam na kakšen sestanek, tudi če je bliže Ljubljani, ga uporabim in mi pomaga, da sem bolj učinkovita in da res vem, da bom prišla na pravo mesto v pravi čas. In ja, imam pa še eno aplikacijo in to je vreme, pa ne zato, ker bi mogoče bila vremensko občutljiva, ampak zgolj zato, ker se z psom veliko sprehajam, 3-krat na dan zagotovo, to so tudi daljši sprehodi in mi pomaga pri tem, da potem vem v bistvu, kako naj se oblečem, ali naj vzamem dežnik, kaj naj obujem, tako da je kar uporabna. Super, katera pasma je že? Yorkie. Točno, super. Odlično, zdaj pa pejva še do najpomembnejšega vprašanja, se hecam, ampak tukaj imamo na podcastu že kar lepo število poslušalcev. Tudi naša skupnost lepo raste in jaz zmeraj vsakega izjemnega gosta prosim za neko zadnjo misel ali pa za zadnji nauk ali pa nekaj, kar bi rada delila z nami. Ja, sem veliko razmišljala in potem tudi pripravila, niti ne nauke za druge, ampak bolj neka moja spoznanja, do katerih sem prišla v tem času in se mi zdi, da lahko morda kdo se najde v njih oziroma iz tega vzame kaj pomembnega. Prva je zagotovo ta, da nič ni samoumevno. In to je nekaj, kar se mi zdi, živim in čutim že zelo dolgo, hkrati pa tudi opažam, da imamo s tem izzive. Predvsem se mi zdi pomembno v podjetjih, da ko so ta obdobja rasti, zaslužka, inovacij, skratka, ko imaš ta občutek, da lahko premikaš meje, da kljub temu ostanemo hvaležni za to, kar imamo, spoštljivi do naših ljudi, da jih večkrat pohvalimo, da jim damo vedeti, da nam je mar za njih in da to tudi pokažemo, da jih pohvalimo torej. In da ne dovolimo, da bi v takih trenutkih naš, kot temu pravimo, ego preveč
preveč visoko se dvignil, kar se zna zgoditi, ko ti gre dobro. Ne? Zdi se mi, da je to pomembno, zato ker vedno pridejo tudi trenutki, ko se ta krivulja obrne, ne? Ko gre cikl navzdol, to je sestavni del in življenja in posla. In ko pride potem do teh težjih trenutkov, so to stvari, ki te držijo. Ne? Tisto jedro organizacije in lepilo, ki ti da moč, ki ti da energijo in pogum, v bistvu, da lahko potem premagaš nove izzive. To se mi zdi zelo pomembno. Odlično. Najlepša hvala. Zdaj, dragi poslušalci, še enkrat z nami je bila izjemna mentorica, predavateljica, partnerica v svetovalni kadrovski družbi Competo, direktorica zavoda Vita in pa trendsetterka na področju HR-a. Tako da, Laura, še enkrat najlepša za tvoje izjemne izkušnje, poglede in pa vse nasvete. Hvala tebi, Mark, za povabilo. Hvala. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.